Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9. zjutraj na Patreonu. In če se mi želite pridružiti v živo in to spremljate kasneje preko YouTuba, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Poleg tega se pa priporočam tudi za kakšen všeček, če vam je to všeč seveda, in pa da tudi dodatno požene algoritem. In pa ne se pozabiti naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. Danes je torek, 19. maj in od včeraj nimamo kaj dosti novosti, kar se tiče kriptotrga, no razen tega, poglejte tukaj na 15-minutnem časovnem intervalu, lahko vidimo vsi na tem indikatorju, začelo se je nabirati ogromno stav na padec. Tako da zdaj večina na kriptotrgu pričakuje nadaljevanje padanja, ampak kot smo že večkrat omenili, trg se ponavadi obrne v nasprotju s pričakovanji večine. In kot vidimo tudi tukaj na enournem časovnem intervalu, sicer padamo še naprej, ampak tudi tukaj prej je bil Ethereum, predvsem spodaj v preprodanem območju, ampak zdaj se mu je pridružil tudi Bitcoin. Tako da bomo videli zdaj, če bomo mi naredili kakšen preobrat. Še vedno imamo tukaj zgoraj tole likvidnostno območje na okoli 82.500, tega mi še nismo pobrali. In novo likvidnostno območje vseh teh, ki tukaj stavijo na padec, je seveda tukaj zgoraj, na okoli 78.700 tam nekje. Včeraj, ko smo padali še naprej dol, smo celo šli pobirati tole likvidnostno območje na 76.100. Zdaj, če damo 4-urni časovni interval, ja, tudi tukaj sicer smo ga šli pobirati špičko od svečke, še vedno lahko gremo tole testirati dol s polno svečko. Zdaj, če bi pa mi slučajno padali še naprej dol, nas pa čaka tukaj tole likvidnostno območje na okoli 74-75 tisoč. Zdaj, ne glede na to, da smo mi imeli tale padec v zadnjem času, je trend še vedno nedotaknjen, kar smo izpostavili tudi včeraj. Še vedno imamo višje vrhove, čeprav tukaj v tej konsolidaciji smo naredili potem nižje, in višja dna. Tudi tukaj, če zdaj potrdimo mi tole dno, bomo imeli višje dno in trend se lahko nadaljuje in gremo pobirati te likvidnosti tukaj zgoraj. Poglejmo zdaj še tukaj tale likvidnostni graf. Trenutno imam naštimano na 24 ur in tukaj se je nabralo ogromno stav na rast od ljudi, ki seveda stavijo na rast, in stop losse imajo tam nekje 75.500. Sicer tukaj smo tudi včeraj pobrali nekatere stop losse od ljudi, ki so stavili na padec, ampak dajmo pogledati mi, samo malo, imajo zelo neprijazno stran tukaj, dajmo pogledati tedenski graf, kaj nam tukaj kaj kaže. In ja, tudi tukaj spodaj se je nabralo kar precej, 75.500, tukaj je ogromno stop lossov za vse ljudi, ki stavijo na rast. Medtem ko zgoraj pa vidimo, da nimamo več takole živo tukaj na okoli 82.500, ampak še vedno so pa te likvidnosti tukaj.
Poglejmo zdaj še Ethereum. Ethereum je še bolj zanimiv, tukaj je ogromno stav na padec, ampak mi zdaj trenutno spremljamo 4-urni časovni interval, zaradi tega, ker na manjših časovnih intervalih je čisto preveč cikcakasto. Kaj spremljamo? Tole dvojno dno. Tukaj smo se zabijali ne vem kolikokrat v tole horizontalno mejo, bili zavrnjeni in zdaj imamo tole naraščajočo mejo. Tukaj zdaj mi trenutno delamo tole dno in od tukaj mi moramo zdaj dobiti odboj, da se izvede tale naš bikovski scenarij in potem cilj tega bikovskega scenarija je meja na okoli 2800 in potem naprej tudi lahko do 3000. Prvo likvidnostno območje, tako večje, je pa tukaj na okoli 2450. Ampak kot sem rekel, zdaj moramo najprej dobiti mi tukaj odboj. Je pa res ogromno stav na padec, kar se tiče Ethereuma. Tukaj lahko vidimo, Bitcoin je bil kar precej časa nevtralen, medtem ko je Ethereum spodaj dol v preprodanem območju in zdaj je šel še nižje. In pridružuje se mu zdaj še Bitcoin. Tako da bo treba zdaj malo počakati in videti, če mi od tukaj dobimo odboj in če bomo dobili preobrat in da končno že enkrat prebijemo tudi tole mejo na okoli 2380. Slabo bi pa bilo, če mi tole mejo zdaj izgubimo in potem imamo naslednje likvidnosti tukaj na okoli okroglih 2000 in pa kaj imamo še tukaj 1960 tam nekje. Ne vem pa, kaj se zadnje čase dogaja tukaj s temle funding rateom. Očitno je prišlo do neke napake v indikatorju. Bomo videli, to se tudi zgodi. No, kakorkoli že, če bo še karkoli zanimivega, če se bo karkoli zgodilo, bom seveda to obveščal še dodatno preko Patreona, tako da če se mi želite pridružiti tudi tam, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In če spremljate to kasneje preko YouTubea, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. Poleg tega se pa priporočam tudi za kakšen všeček. Seveda, če vam je to všeč in pa to tudi dodatno požene algoritem, da si ogledajo, lahko tudi drugi ljudje, da jim priporoča. Tako, jaz vam zdaj želim en lep dan še naprej, imejte se fajn in se vidimo ponovno jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.